Spoštovani in spoštovane, drage Miklavže in Miklavži, dobrodošli v še eni epizodi podcasta Zagret za tek 125. Je že tole. Kaj je novega tam zunaj? Razen da je bencin poceni in da še vedno ni snega po nižinah. Ja, vse bomo poskušali obdelati v tej oddaji. Najprej pa hvala vsem, ki me sledite, poslušate, gledate, komentirate. Ja, naročite se na tale podcast na YouTube in še kje drugje. To je prva stvar, ki jo morate danes še narediti. Hvala. Vsem, ki ste naročali majice in knjige, se tudi zahvaljujem. Na voljo je še nekaj kosov, poklikajte spodaj. Hvala vsem, ki ste donirali, še posebej Primožu. Ko bo prilika, Primož greva na tek in na pivo. Aha, donacije seveda še vedno sprejemam. Hvala že vnaprej. Lahko donirate na PayPal, na Flick, na Ambills, na 26, kar vam ustreza. In že naprej še enkrat hvala. Današnja tema oddaje so tekaške poškodbe. Ja, pereča tema za marsikoga izmed nas, ampak še prej in other news, novičke. Gremo. Ja, kaj se je dogajalo pretekli vikend v Velenju? Se je odvil premierni Velenje trail, dobrih 17 km in 800 višincev na Kuclih nad Velenjskim jezerom. Vreme je bilo vse prej kot idealno, ampak tudi dež in blato nista zmotila 200 tekačev in 150 pohodnikov, da ne bi na dušek opravili s progo. Ta je bila odlično označena z duhovitimi tablami, tudi vzdušje na štartu in cilju je bilo izvrstno. Tekači so pohvalili tudi dobro založeno darilno vrečko, pa obrok in lepo medaljo. V izjemno močni konkurenci je slavil veteran Miran Cvet, ki je nagonil vse, tudi eksatlonovca Aleša Žontarja. Pri ženskah je bila suvereno prva Martina Klančnik-Potrč. Organizator naslednjega Knap traila v Trbovljah, Ici Deželak, se je na dirko podal kar z nogami iz Trbovlje, pritekel direktno na štart in tako povezal oba zimska traila. Ja, tudi naslednji Knap trail je med drugim že razprodan. Dan zatem smo spremljali mednarodno sceno, še zadnji veliki svetovni maraton Valencia, ki se je v zadnjih letih prebila med najelitnejše dogodke na svetu, je še enkrat več upravičila svoj sloves. Če je Valencia kraj svetovnih rekordov pri moških na 10, pa nekdanjega ženskega na isti razdalji, seveda moškega, nekdanjega na 21 km, pa aktualnega ženskega na 21 km, se je sedaj kanila postaviti v rekordne knjige tudi pri maratonu. Ja, prav rekorderka pol maratona iz lanske Valencije, Letesenbet Gidey, 24-letna Etiopika, ki je tekla, pazite zdaj, 1:02:52, takrat rušila svetovni rekord za več kot 2 minuti, je napovedovala, da bi prav nedeljo v Valenciji lahko svojim rekordnim dosežkom dodala še maratonsko. Napovedovala je celo, da bi lahko tekla okrog 2 uri in 12 minut. Ja, analitiki so se strinjali z njo, res je odlično pripravljena, nikakor pa niso vedeli, katera je sedaj njena najboljša razdalja. Bo to pripravljenost iz pol maratona prenesla tudi na maraton ali pač ne. Ja, sledila je prava drama za vse, ki ste to spremljali. Malo drugače, kot smo si predstavljali. Gidey je v začetku dokaj počasi začela, še na polovici nekako osvojila ritem in se začela približevati vmesnim časom za svetovni rekord 2:14:04. A pozor, ja, kljub močni ekipi narekovalcev, tempa je ves čas obrami imela sorojakinjo Amane Beriso, in ko je na 35 km vmesni čas že kazal sedaj na svetovni rekord, je prav Beriso še vedno vztrajala še več, takrat pospešila, se odlepila od Lesenbet in silovito napredovala
in že pred 40 km pokazala, da bo zmaga tokrat njena. Na koncu je tekla 2 sekundi po 2 uri 15, kar je tretji najhitrejši čas v zgodovini, in maraton Valencija postavila na drugo mesto med najhitrejšimi med ženskami. Gidej je bila druga z 2:16:49, je postavila najhitrejši maratonski čas prvopristopnice. No, najkvalitetnejši maraton, kar se hitrih tekačev tiče, nasploh je postregel tudi z hrvaškim rekordom. Bojana Bjeljac je tekla izjemnih 2:23:39, še 2 minuti hitreje pa je tekla veteranka, Avstralka Sinead Diver, ki je po rodu Irka. Pazite zdaj to, pri 45 je odtekla 2:21. No, pa recite, da se ne da hitro teči tudi v naših letih. Pri moških nič manj zanimivo. Kenijec Kiptum se je prav tako odlepil, na 30 km tekel naslednjo desetko v 28 minutah, drugo polovico pa v izredno hitrih uri in 5 sekundah in postavil tretji čas v zgodovini maratona, samo 44 sekund za svetovnim rekordom, in tako napovedal Kipčogiju, da bo imel dostojne naslednike. Odličnim dosežkom tam je seveda botrovalo izvrstno vreme, 10 stopinj in skoraj brez veterje. Nastopila je tudi naša Neja Kršinar, odlično je bila na polovički, je z 1:16 napovedovala svoj osebni rekord, ampak na 35 km potem odstopila, ker ni bila v pravem maratonskem treningu, vseeno je ta dosežek obet za naslednjo sezono. Če smo že omenili Eliota Kipčogeja, naslednje leto pa je še ne pride v Valencijo, je pa napovedal, da gre v Boston spomladi, skoraj sigurno ga pričakujemo jeseni tudi v New Yorku, da bo dopolnil šestorček Marathon Majorsov. Kaj je zanimivost, recimo preteklega tedna, maratonska zanimivost? Avstralka Erchana Murray Bartlett je odtekla svoj 107. maraton, 107. dan zapored in postavila nov Guinnessov rekord v zaporednih maratonih pri ženskah. Ljubiteljica avstralske vzhodne obale se je odločila sredi poletja, da bo leto 6200 km dolgo traso do Melbourna kar odtekla, in to v 150 dneh. Po 107 maratonih jo čaka še 43 naslednjih, da bo ta nov rekord, ki sedaj že velja, res dobro zakoličen in da ji ga prehitro ne vzamejo. Njen podvig lahko spremljate na Instagramu, dam link bom spodaj. Gre pa za počasno tekačico, in osebni rekord znaša 2:50. Še malo znanosti za zaključek uvoda. Letos se je zaključila dolgoletna študija, ki je med letoma 1997 in 2013 intervjuvala več kot 350 tisoč Američanov in beležila njihovo fizično aktivnost. Ugotavljali so predvsem vpliv redne vadbe v primerjavi z občasno vadbo v isti količini na kardiovaskularne bolezni in umrljivost. In kaj so ugotovili? Ne glede na to, ali ste redno aktivni, recimo, da ste 5-krat na teden po pol ure v miganju, ali pa te 2 uri pa pol skupnega športanja naredite samo za vikend, učinek na zdravje je popolnoma enak. Ergo, brez slabe vesti, če vam kdaj čez teden ne uspe migati, športanje za vikend, ki je malo daljše, potem uspešno domesti prej omenjene manjke. Potem se lahko navežem še eno študijo, ki so opravili na Japonskem, nekaj več kot 500 maratonci. Ugotavljali so, kaj vpliva na končni rezultat na maraton, in uganili ste, pomembna je količina treninga na mesec. Kar je bolj zanimivo pri tej študiji, če si na mesec zastavite odteči 160 km, recimo, na vašo maratonsko formo ne vpliva, v koliko treningih odtečete to kilometražo. Tako da veste, če kdaj izpustite kak trening, dodajte kak kilometer naslednjič in vse bo ok. Morda še celo bolje, ker ena spremljivka pa vendarle je izstopala pri vplivu na maratonski rezultat, to je dolgi tek. Torej, skupna kilometraža je pomembna, dolgi teki so pomembni, vse ostalo pa
pri vašem maratonskem dosežku bistveno manj. No, sedaj pa na glavno temo epizode, že prej omenjene tekaške poškodbe. Vsi tekači slej ko prej naletimo tudi na neprilike, na vnete kite, nategnjene mišice žulje, boleče sklepe, zvite v končine ali vsaj kakšno odrgnino in ozeblino. Prav je, da omenjenemu namenimo nekaj več besed, zakaj do poškodb pride, kako se jih lotimo sanirati in kaj narediti, da do njih ne bi več prihajalo. Na pomoč sem seveda poklical strokovnjaka. Luka Hren iz Kin Vitala je stari znanec podcasta in strokovnjak za poškodbe in njih sanacijo. V pogovoru sva se dotaknila najbolj pogostih tekaških poškodb in težav, ki pestijo slej ko prej vsakega izmed nas. Luka mi je izčrpno in slikovito, zelo razumljivo razložil vzroke vsake izmed teh poškodb, kako jih sanirati in kako se jim lahko izognemo. Verjamem, da bo oddaja izjemno zanimiva za vsakega izmed vas. Torej, Luka, akcija. Drage gledalke, jasno, in poslušalci, tokratna oddaja je tudi tematska. Če smo v prejšnji govorili o vadbi za moč, gremo tukaj korak nazaj ali pa korak naprej, kar hočete. Govorili bomo o tekaških poškodbah in z mano je nihče drug kot Kin Vitalov strokovnjak, Luka Hren. Pozdravljen, Luka, živijo. Ja, lep pozdrav tudi z moje strani. Hvala spet za vabilo. Tokrat malo drugačna tematika, malo stran od trail teka. No, mogoče tudi malo trail teko bez vidika poškodb, ampak bomo malo predelala danes to, ne? Ja, preveč stvari počneš očitno, pa se potem vsakič znova znajdeš pred tem vročim mikrofonom, ampak super bo, verjamem, vem, da si strokovnjak tudi za temo, v kateri moče še največji, glede vsega, kar počneš, glede teme, ki jo bo danes obdelala, ampak z enim stavkom, najprej Luka, se vem, da te poznajo, pa vseeno, kdo je Luka Hren, kineziolog? Ja, res je. V bistvu moja, ko bi rekel, primarna služba, če temu tako rečem, oziroma primarno delo je v Kin Vitalu, kjer delam kot kineziolog. V Kin Vitalu smo predvsem specializirani za razne rehabilitacije in te terapevtske vadbe, se pravi neke specialne vadbe pri različnih bolečinskih stanjih in poškodbah. Nekateri predvsem na področju teka me poznajo predvsem kot organizatorja trail teka Julian Alps Trail Run, pa so organizatorja pri Kočevski Outdoor, ampak drugače, primarno pa delujem kot kineziolog v Kin Vitalu. In tam se ukvarjaš vse sorte strankami, pacienti, ki imajo različne težave, tekaške poškodbe. Veliko v tem podcastu z gosti o tem govorim. Skoraj vsak, ali pa praktično vsak, je slej ko prej v svoji karieri imel neko nepriliko težavo, poškodbo. Ti sigurno veš, pa znaš odgovoriti iz prve roke. A se res vsak tekač slej ko prej poškoduje, oziroma koliko tekačev se poškoduje na letni ravni? Ja, v bistvu to je kar zanimivo opažanje, da ima res veliko ljudi, ki se ukvarjajo s tekom, tudi slej ko prej kakšno soočenje za eno od teh bolj pogostih tekaških poškodb. Se mi zdi, da je zelo pomembno, da razumemo, zakaj do tega pride. Ko govorimo o teku, recimo pri teku načeloma v 1 uri naredimo približno 10.000 korakov. To je, se pravi, približno 5.000 ponovitev z eno nogo in 5.000 ponovitev z drugo nogo. In sploh pri cestnem teku je to izrazito nekako tako, da je vsak korak praktično enak, se pravi približno 5.000 ponovitev z eno enakih obremenitev in 5.000 ponovitev enakih obremenitev z drugo nogo. In vse to nekako vodi v to, da hitro predelamo kakšno preobremenitveno poškodbico. Zdaj, če bi mogel tako v grobem malo reči, so najbolj dovzetni za poškodbe predvsem začetniki, zato ker to je ta ponavljajoča obremenitev in začetniki imajo zelo slabo adaptacijo na eno obremenitev. Zdaj, nekdo, ki že desetletje teče ali pa več let teče in teče ves čas približno iste razdalje, ta oseba je že zelo dobro zadaptirana na neke obremenitve. Nekdo, ki se pa teka šele lotil, ta je pa v bistvu precej rizičen za vse skupaj, ker se pravi, on do zdaj je mogoče malo hodil in podobno, zdaj pa kar naenkrat teče in pri teku so drugačne obremenitve.
Tako da te so taki, ki so zelo v nevarnosti. Na drugi strani pa tudi tisti, ki doživijo mogoče nekje vmes en, ko bi rekel, razsvetljenje, preblisk, da zdaj bi pa natrenirali, ne vem, za maraton ali prej redni tekači, ampak zdaj pa precej bolj intenzivno in večjo količino začnejo trenirati. Ja, ta sprememba je tudi velikokrat lahko problem. No. Tako da v grobem so bolj pogoste te preobremenitvene poškodbe kot kakšne akutne poškodbe. No. Mogoče so te malo bolj značilne na kakšnem trailu, ampak v splošno pa bolj tele kronične, preobremenitvene in ja, najbolj morajo paziti začetniki pa tisti, ki eksperimentirajo na novo v treningu. Da se jim izognejo, ampak ja, oba dva sva že nekaj časa v teku, pa sva prišla slejko prej tudi tekaških poškodb. Jaz sam vem, recimo, sam pri sebi, če analiziram nazaj, zakaj, recimo, ampak pa kako bi se temu izognil, pa se vse nisem, pa najbrž bom še kakšno pridelal, zdaj, da bi se kar sprijaznil s tem, da bom slejko prej poškodovan, je slab nasvet, najbrž tekaču, najbrž je fajn, najprej reči, kaj vse lahko narediš, da se izogneš, posebej tem preobremenitvenim, po drugi strani pa, ko do poškodbe pride, ja, kako se pač lotiti sanacije. Zdaj, ti delaš na obeh področjih, na preprečevanju poškodb, jasno, pa na sanaciji leteh. Veliko pacientov si najbrž že dal skozi, tudi ves nabor teh poškodb si že videl. Možda začetek, katera je najbolj pogosta, rečva, tekaška poškodba? Ja, definitivno je par različnih. Na mojo smolo sem nekako tudi večino teh osebno izkusil, bom tako rekel. K temu je malo botroval tudi to, recimo, ker sva prej govorila, jaz sem bil do leta 2013 košarkar, ki je igral v prvi pa drugi slovenski košarkarski ligi in pri košarki so drugačne obremenitve, potem sem začel pa teči in začel teči kar Oreng. Moja prva razdalja je bila 29 km na teku trojk, ta druga tekma je bila pa maraton, ne, ljubljanski. In čez kakšen let sem se odločil, da grem že na 100 km na trail. Se pravi, sem kar stopnjeval, glih idealno, to, kar sem prej opisal, glih prav, začetnik pa še brez glav stopnjevanje in večino teh sem izkusil. Zdaj, kjer so najbolj pogoste? Načeloma tako, če bi najprej malo po predelih mogel opredeliti, se pravi, najbolj pogoste so težave z koleni, potem težave v tem mečnem golenskem predelu, tukaj so kakšne poškodbe mišic oziroma kakšna vnetja pokostnic, potem pa še ta predel gležnja in stopala. Tukaj pa predvsem recimo so zelo na udaru kakšni vzdolž stopala je tale plantarna fascija, plantarni fascitis oziroma po domače velikokrat se govori kar kot trn v peti, pa zelo na udaru tudi ahilova tetiva, kot ahilarna tendinopatija oziroma po domače ponavadi rečemo kot vnetje ahilove tetive. Tako da to so tiste najbolj pogoste zadeve. Zdaj, če bi mogel še malo razdelati, sploh na nivoju kolena, recimo tam se pojavljajo ene 3 različne variacije težav. Precej pogosta je taka bolečina tako tik nad ali pa tik pod pogačico, ki jo lahko tudi zelo dobro otipamo, ker je tisti predel zelo boleč in recimo sploh, če je pod pogačico boleče, recimo zelo težko klečimo. Tukaj gre za po domače povedano skakalno koleno oziroma patelarno tendinopatijo. Potem je še ta bolečina na zunanji strani kolena, tudi zelo pogosta pri teku, to je ta ITB sindrom oziroma že izraz tekaško koleno pove, da je verjetno pri teku kar precej pogosta. Potem je še ena taka bolečina spodaj pod pogačico, kot patelofemoralni bolečinski sindrom, tam pa malo težje utipamo, je pa tako malo spodaj, ampak tudi zelo, zelo pogosta. No. To so tako v grobem take najbolj pogoste zadeve. Saj se včasih pojavi tudi kakšna poškodba pol še više od kolena, ampak so precej redkejše in tudi, ko bi rekel, ne vem, včasih se zgodi, ja, mogoče kdo natrga zadnjo stegensko mišico, ki je šel delati, ne vem, kakšne intervale na štadion, pa je bo malo slabo ogret, pa je malo prehiter pospešil, ali pa kakšnega po domače povedano malo zašpona išias, ki teče, ampak ponavadi ta išias ni pridelal s tekom, ampak je zdaj tek samo eno od sredstev, ki ga pač še malo poslabša, največkrat ga je pridelal s kakšnim slabim sedenjem ali pa malo slabo kakovostjo gibanja pri kakšnih ponavljajočih gibih, pa niti ni tek tisti ponavadi primaren, ki je to poslabšano. Tako da nabor poškodb je kar širok, ampak tako, najbolj pogosto pa res med kolenom pa tam stopali so težave. Ja, tako lepo si tole orisal, ampak vse, zdaj se vam več kaj bolj poglobila. Pa gremo od spodaj navzgor, evo, začniva pri stopalu. Jaz se spomnim, recimo, prej sem imel trn peti, leta nazaj, desetletje, in več smo veliko tekali bosi, no in kolega se je tudi zagnal v ta na nov način gibanja in čez kakšno leto v tem, ali pa še prej, no, pridelal
dokaj neprijetno poškodbo, ki si jo omenil. Diagnosticirali so mu, se pravi, plantarni fasciitis, in potem je to grozo zdravil kar 2 leti, na vse načine, s terapijami, z novim načinom hoje, pa z blaženjem, in tako naprej, in tako nazaj, z vajami. Povej mi, začniva tukaj, pri plantarnem fasciitisu, pri trdnem petu, zakaj pravzaprav pride tako pogosto pri tekačih do tega? Ja, v bistvu to je taka tetivca, ki jo lahko zelo dobro utipamo vzdolž stopala, se pravi, sploh če malo prste potegnemo k sebi, se to lepo napne na stopalu, in ta tetiva, seveda, ker pač pristanek pri teku je le na stopalo, je pri teku zelo obremenjena. Ves čas nekako ponavljamo en in isti gib in stalno se razteguje in krči. Je pa tukaj zelo zanimivo. Zdaj si zelo lepo vrisal en tak primer tega bosonogega tekača. Kar veliko je težav s tem, sploh takrat, kadar nekdo dela kakšne spremembe. In pogosta sprememba je tudi ta, da nekdo spreminja tehniko teka iz, recimo do zdaj je tekel preko pete ali pa preko srednjega dela stopala, potem je pa nekje prebral, da je edino pravilno teči preko bolj sprednjega dela stopala, in to je bil kar pogost scenarij, recimo, zato, da je predelal kakšno tako težavo. Ker značilno pri ljudeh, ki tečejo bolj po sprednjem delu stopala, je, da je več težav, za razliko od tistih, ki tečejo preko pete, ravno na nivoju plantarne fascije, ahilove tetive pa meč. Medtem ko tisti, ki tečejo preko pete, imajo mogoče malenkost več težav s koleni, pa potem višje s kolki, ampak število poškodb je pa približno isto. Ali peta ali sprednji del, samo na različnih področjih se pojavljajo. Je pa velikokrat tudi ta težava pri menjavi obutve, oziroma če obutev sploh odvržemo stran. Recimo, zgodi se pri kakšnih takih, ki so tekli v mogoče malo bolj blaženi obutvi, z malo več paca, peta, prsti, potem je pa prešaltal v bolj neko minimalistično obutev, oziroma si je kupil za tekme pa za hitre intervale neko tako bolj race obutev, bolj tekmovalno obutev, ki ima manj paca, manj blaženja. In to je tudi kar tak ta prav scenarij, da s to spremembo v bistvu in telo še ni to hitro adaptirano, ker mi to zamenjamo iz danes na jutri, telo pa vseeno rabi malo več časa, da se adaptira. Lahko hitro predelamo tako težavo. Kot si že omenil, ta zadeva lahko kar dolgo traja. Jaz moram reči, da sem kar par ljudi imel, ki so prišli tako nekako z opisom, da se jim ta zadeva že tako dolgo vleče, da sploh ne vejo, kdaj se je zares začela. In to je ponavadi problem, predvsem v tem, da se mogoče na malo napačen način lotevajo odprave tega, ker pa če govorimo o preobremenitvi, in ponavadi potem ljudje mislijo, ok, moram počivati, pa bo boljše, ali pa moram z nekimi pasivnimi terapijami posegati, da bom zadevo umiril. Ok, saj res je to, takrat se bolečina umiri, samo mi nismo nič adaptirali in pripravili te plantarne fascije na ponovno obremenitev, se pravi, ko začnemo spet laufati, je spet težava tukaj. Se pravi, zato so te vaje so zelo kontrolirane okolje, saj vaje so tak širok pojem, pa vem, da tekači ne maramo preveč delati vaj, ampak je treba res počasi adaptirati to plantarno fascijo, na začetku z bolj počasnimi obremenitvami, potem pa res skozi daljše časovno obdobje vztrajati in nekje ponavadi v obdobju enih 3 do 4 mesecev, ko to res na dnevni ravni izvajamo, včasih tudi prej, če je bolj nedolžna zadeva. Samo če nekdo ima že 2 leti težave, bo ponavadi sigurno 3 mesece kar trajalo. Če to res delamo redno, bo prišlo do spremembe. Samo moramo vztrajati, ponavadi smo pa ljudje malo instant in tako, 14 dni probamo, pa ni spremembe, pa rečemo, se je vse isti drek, pa spet malo obupaš in v bistvu spet zgubiš to adaptacijo in si spet v težavah. Lahko ob sanaciji, ob teh vajah seveda tudi tečeš, če ti pač bolečina to dopušča, ali ni priporočljivo? Ja, to je v bistvu zelo dobro vprašanje. Jaz moram reči, da to velikokrat pogrešam v terapijah, se mi zdi predvsem mogoče pri kakšnih drugih z tega vidika, ker če nekdo ni tekač, mogoče malo težje razume tekača. Jaz, ki sem tekač, ga mogoče malo lažje razumem in vem, da tekačev dozeti tek je tako, kot moj del življenja zdaj stran oduzel. Izgubil je smisel življenja. In zdaj, tle je zelo pomembno to, pa ne velja to samo za plantarno fascijo, velja tudi za ahilovo tetivo, pa kakšne kolenske zadeve, zelo podobno. Če je zadeva naslednji dan, ko bi rekel, podobna oziroma ni slabša, potem lahko tečemo. Seveda, pomembno je samo to, da najdemo primerno razdaljo in primerno intenziteto, ki ne slabša stanja. Se pravi, to bo mogoče pomenilo, da če imamo mi reden tekaški krog okoli 10 km dolg, pa to potem pomeni, da je naslednji dan drastično slabš, prvo, kar bomo naredili, ga mogoče probamo prepoloviti na 5. Probamo teči 5 km,
in vidimo, kaj se zgodi. Če čutimo, da je naslednji dan zdaj pa res praktično čisto enak, da se nič poslabšali, ok, smo najdel neko približno razdaljo, lahko jo probamo še malo dvigati, ker pač mogoče bi šlo tudi 7 čez, ne. Če pa ne gre niti 5, probamo še zmanjševati. Se pravi, da pridemo do tiste neke maksimalne količine, ki jo trenutno ta poškodovani oziroma boleč del prenese. Je pa potem pomembno, seveda, da, ko bi rekel, ne zarijemo glavo v pesek kanoj, ampak da začnemo pa tudi kaj delati na odpravljanju tega, ker prej si že nekako malo omenil, sicer bolj z vidika hoje, ampak tudi velikokrat vidiš tekače z vidika teka, ki probajo zadevo nekako tako reševati, da ne da bi se lotil kakšne terapije ali pa vaje ali pa kaj takega, ampak on bi samo malo spremenil tehniko teka. On bi še zmeraj vse isto tekel, isto razdaljo, on bi samo probil zdaj malo spremeniti, ne, pač mogoče bi pa malo probil po zunanjem delu, notranjem ali pa malo drugače brez kolena blažiti. Ponavadi to ne gre, ker se pri teku se vse dogaja prehitro in ko začneš zavestno posegati v tekaški korak, se ti v bistvu poruši tehnika, izgubiš efektivnost gibanja. To je tako, kot bi, ne vem, Žanu Kranjcu, ki se pelje pri veleslalom dol, začel razlagati, da mora zaktivirati sprednjo stegensko mišico, pa tam v nekem trenutku mora zaktivirati zadnjične mišice, je v bistvu izgubil vso sproščenost in kar naenkrat je tisto smučanje katastrofa, ne. Isto se zgodi pa pri teku in tako pridelamo prej še kakšno težavo zraven, kot da smo kaj rešili. Se lahko recimo taka poškodba v tej plantarni fasciitis pozdravi sama od sebe, ali slej ko prej ta težava postane kronična, oziroma se jo moramo na en način lotiti, jo nagovoriti, jo odpraviti, če hočemo ostati v tekaškem športu? Zdaj je tako, treba je malo mogoče ločiti, a se je to samo enkratna bolečina pojavila, ko smo enkrat malo pretiravali, pa smo enostavno samo enkrat res predozirali obremenitev in bomo zdaj par dni počivali, pa bo se zadeva umirila. Lahko to v bistvu rešimo res samo s počitkom, ne? Se pravi, brez neke posebne, ko bi rekel, skrbi za kakšne druga sredstva. Je samo to pomembno, da je to že tako prvo opozorilo, ki nam nekako da vedeti, ok, če boš to večkrat naredil, boš imel kronične težave, ne? Zdaj, če pa ta zadeva kronična, da se vleče že iz meseca v mesec ali pa iz leta v leto, ja, nekako je tako, če približno enake sestavine vržeš v lonec, pa veš, da tudi približno enako jed dobiš ven, ne? In tukaj je zelo podobno, ne? Če pač delaš vse približno enako, kot delal do zdaj, pričakuješ pa drugačen rezultat, bolj upaš na nek čudež. Saj sem pa tja, bom rekel, se zgodi kakšen čudež, ampak vseeno, ne vem, jaz glih vse karte ne bi položil na to, da se bo čudež zgodil, ampak je bolj smiselno vzeti stvari v svoje roke. Saj veš, kako pravijo, vsake svoje sreče sam kovač in če si pripravljen nekaj vložiti v to, boš tudi rešil, če pa ne, pa lahko dolg časa jamraš, ampak saj si na koncu sam odgovoren za to. Si že kdaj imel kakšno stranko, ki je imela, rekel, kronični fasciitis, ki je to toliko časa počela, pa ne sanirala, da je bilo pol to zelo težko odpraviti, da je mogla nehati laufati trajno, ali se da to na en način zmeraj pol spraviti nazaj? Načeloma moram reči, da smo te stvari kar vedno uspeli sanirati. Je res, da se pravim, čas trajanja sanacije je različno dolg, ampak to je treba vedeti tudi zato, ker ni samo tek in vaje tisto, kar vplivajo. Vem, da pri eni je enkrat res dolg časa trajalo, ker poleg recimo neke ponavljajoče obremenitve, kot je tek, je pomemben faktor tudi to, če človek veliko časa v dnevu stoji, ne? In ta stranka, vem, da je imela službo v eni od trgovin in je pač praktično cel dan stala, ker je bila zadolžena primarno predvsem za polnjenje polic. In ona je že v službi veliko časa stala. In tudi, če smo mi dva precej v tisti fazi na začetku mogla eliminirati tek, zato ker pač ni šlo skoraj nič čez, je vseeno ta dnevna obremenitev ustajala, ne? Pač, ker pač tako, ko bi rekel, kratkoročno bi bilo najboljša rešitev ali iti na bolniško, ker je šla malo težko, ali pa zamenjati službo, ker je bilo pa še težje, ne? In pri takih se lahko malo bolj dolg časa zadeva vleče, zato ker pač ti stalno na dnevni ravni, po domače povedano, malo prekuraš, preobremeniš, ne? In to niti ne z nekimi prostočasnimi dejavnostmi, ampak čisto za službeno dejavnostjo, mislim za službo, ne? Ampak pri teh stvareh je tako, če vztrajaš, boš tudi zadevo rešil. So pa lahko različni, ko bi rekel, malo zadaj neka patološka stanja. Lahko je res bolj samo neka sprememba v tkivu, pa ni nobenega kalcinata prisotnega, čeprav govorimo kot trn v peti za vse skupaj, ampak trn v peti čisto izhaja iz tega, da se tam predvideva, da je nek kalcinat, pa niti ni nujno.
Je pa res, da včasih, če je kakšen kalcinat prisoten, lahko še ta mal dražji in vse skupaj res mal dlje traja. Včasih ga pa ni, ampak je samo neka sprememba v strukturi tkiva, ki se pač hitro razboli pri teh raztegovanjih in krčenjih, ki se dogajajo med aktivnostjo. Je tega kalcinata lahko kdaj toliko, da je treba operativni poseg? Danes se praktično nikoli. Ne delam tega. Velikrat je, če je, mislim, še vedno se ga ponavadi proba zadevo primarno adaptirati za vajami, se velikrat tudi ta kalcinat potem majčkeno tam razbije, pobrusi in niti ni problematičen. Če dela težave, se včasih uporablja še kakšne, zdaj je tako danes je več v uporabi kot recimo operativni posegi, potem še vedno bistveno bolj konzervativno sredstvo, te udarni valovi, elektrošok wave therapy, to je taka mašinca, ki take udarne valove noter spušča, zna biti kar boleče, ampak po parih terapijah tudi to razbije. Ker je problem, če se samo take stvari lotimo samo z udarnimi valovi, je ta, da smo trenutno mogoče, ko bi rekel, posledico tistega primarnega stanja odpravili, ta kalcinat, ampak zares pa še nismo adaptirali. Tako da je fajn vseeno z vajami dobro adaptirati, ker se lahko zadeva zelo hitro vrne, kjer je bila, če nismo nič še z vidika lastne priprave naredili. Tako da za operativno je pa res danes precej redko. No. Super, ja, vem, da so včasih mogoče bolj pogosto posegali po tej rešitvi tudi zdravstvena stroka zdaj. Imam še eno zgodbo, kako so včasih te stvari reševali. Ampak to je že res malo srednjeveško. No. V bistvu so vzeli, ker pač kako boš trn v peti nek kalcinat, ne pač rešil. Vzeli so en tak, ne vem, to bolj v kamnoseštvu se uporablja verjetno tak kovinski nastavek, pa kladuček, ne, pa je tisti kovinski nastavek nastavil na peto, pa malo potolku po peti, pa so to nekaj časa ponavljali, pa upali, da bo boljše. To je bila taka, kako bi rekel, ena stara metoda, malo manj sofisticirana metoda v današnjih. To je tako kot puščanje krvi, ne? Ja, pri enih je deloval, pri enih pa ne čist. Ja. Super, evo, če se obdelala stopalo, gremo malo višji, no jaz osebno, recimo, lahko primer, že kar nekaj časa, rekel več kot 1 leto, me tule pri narastišču ahilove tetive fajn boli, posebej pri obremenitvi ali pa po obremenitvi ali pa naslednji dan, to čutim, ne. Seveda sem potem šel tudi na par terapij, jasno, za popadu par vaj, ampak tako kot si rekel, ne, če je konsistentnost ključ, sem tudi le jaz prvi grešnik, ki se je ne držim. Ta ahilarna tendiopatija in vse njene izpeljanke so kar pogoste, najbrž pri tekačih, tudi, bom rekel, zaradi spremembe, tako se je rekel, ali obuval, ali tehnike, ali pa sploh samo preobremenitve nasploh. Ja, sigurno, to je ena od bolj pogostih zadev, no, ki matra tekače. Tudi sam sem imel po mojem s tem največ težav. V preteklih letih me je parkrat tako tudi matral, pa pol že saniraš, pa je boljš, pa pol spet malo pretiravaš, pa si spet tam, kjer si bil prej, ker se veš, kako je, Kovačeva kobila je velikrat bosa. Drugače pa, ja, zdaj se pravi za ahilovo tetivo in ahilarno tendinopatijo, kako te zadeve, kako bi rekel, najbolj paziti, kaj narediti in tako naprej, pa kako sploh to tudi prepoznati, ne? Ker mogoče že najprej za začetek to, kako ločiti to od neke natrganine ahilove tetive, ne? Ker je pomembno, da se to ne zameša, ne? Ker kadar pride do trganine, ponavadi to zelo dobro začutimo kot neko tako pekočo bolečino, nekaj je tudi tam počel zadaj in tudi konkretno zapekel. Zdaj, če je bila tetiva skoraj popolnoma pretrgana ali pa da je popolnoma strgana, to je še vsak dobro vedel, zato ker te pač dobesedno pokosi in te stvari se potem seveda zdravijo operativno, ne, ker je treba zadevo zašiti. Medtem ko ta ahilarna tendinopatija, oziroma se pravi spet ljudsko rečeno, ponavadi se reče kar vnetje ahilove tetive, pa tako malo počasno nastaja. Se vedno pride neka točka, ki se prvič pojavi, pa ima občutek, ja, zdaj razbole. Samo ponavadi se ne zgodi to, da nas je sunkovito zapekelno in da smo enkratno začutili nekaj takega. Je pa ponavadi en tak klasičen simptom je to, da je, ko dolg časa sedimo ali pa zjutraj, ko vstanemo, so prvi koraki taki zelo težki, na trdo narejeni. Zato, ker tetiva je ob raztegih zelo boleča in prve korake zjutraj naredimo po petah. Ali pa, ko nekaj časa sedimo, recimo ne vem, v službi, v pisarni in zdaj vstanemo, smo spet karačka, tako bolj iz kolka gremo, ni pa nič gibanja v gležnju, zato, ker pač nas to kar zaboli. Je pa tako, kot si prej omenil, ja, pač
klasična preobremenitvena zadeva. Tetive v splošnem, kako bi rekel, lahko tako nekako govorijo jezik obremenitev. Ne? In zdaj, če jih malo preobremeniš, preteraš, hitro se bojo oglasile. In predvsem je problem, ker se konstantno dogaja nek tudi tak sunk pretekov na tetivo, ker tetiva je le tista, ki sproži tudi za naslednji korak. In če vemo, da je to približno 5000 obremenitev na eno nogo na uro, pol je hitro težava tle. Zdaj, sanacija, rekel te poškodbe, je v vseh pogledih, operativno si že rekel, ti so strganine, ampak vnetja, teniopatije, kar zahtevna, no? Pa ponavadi dolgotrajna, ponavadi najdaljša od vseh teh poškodb. Kako se lotiti, ko te začne šlatati tam zadaj? Ja? Kako se lotiti zdaj sanacije? Zdaj, prenehanje s tekom, spet so pri isti temi kot prej, je tle prenehanje teka, so to obvezno terapijo, obvezno vaje, je to počitek. Kako se ti lotiš tega pri svojih strankah? Ja, zdaj, ker je tekaški podcast, se mi zdi, da je prvo treba še enkrat razdelati tole, kako s tekom. Načeloma, tako kot si rekel, zelo podobno kot pri plantarnem fascitisu. Jaz recimo sploh pri ahilovi tetivi, kakšnemu svetujem, da če teče bolj preko sprednjega dela stopala, da ne proba teči malo bolj preko srednjega ali pa malo bolj preko pete, se pravi ta tehnika teka, kjer bolj povaljamo stopalo, kjer ne gremo tako agresivno na sprednji del, se pravi ne uporabljamo tega bounsa odboja, ampak malo bolj povaljamo. Katera tehnika teka je tudi mimogrede čisto pravilna. To je malo zmotno mišljeno, da je tek po sprednjem delu stopala edini pravilen. Tudi vrhunski maratonci uporabljajo to tehniko, da lepo povaljajo stopalo. In ta tehnika ponavadi že manj draži ahilovo tetivo. Se pravi, sva znotraj njemu neke iste razdalje teka uspela zmanjšati obremenitev. Pol naslednja stvar, ki jo velikokrat preverjam s tekačem, je to, kakšno obutev uporablja. Če vidim, da uporablja obutev, ki ima sorazmerno malo paca, peta prsti, je en tak začasen ukrep tudi velikokrat ta, da če ima doma 2-3 para tekaške obutve, pogledava, če je kakšen tak, ki ima malo več paca, peta prsti, se pravi po domače povedano, je peta malo višja napram prstom. In to je tudi spet še ena stvar, ki lahko precej pozitivno vpliva. Pol pogledamo pa tako, kot smo že prej rekli. Pogledamo, če je treba malo zmanjšati razdaljo, do koliko je treba zmanjšati, in je to že en pomemben del potem obdelan, ker potem sva za tek najdla neko tisto maksimalno količino, ki trenutno gre čez. Glede vaj sta pa v bistvu tudi ahilova tetiva pa plantarna fascija zelo povezani, ker nekako se tako prek petnice tudi povezujeta in ko našponamo eno, se tudi druga našpona, tako da pri v obeh primerih je kot primarno sredstvo služijo vzponi na prste. Zdaj samo to je treba vedeti, da tetive ne marajo sunkovitih obremenitev. Se pravi, na začetku gre predvsem pri obeh za zelo take statične obremenitve oziroma zelo tako počasno popuščanje, ko spuščamo peto proti podlagi, ker velikokrat so ljudje tako zelo neučakani, bi to delali tako zelo na hiter. Tlej pa dejstvo tako, da na začetku mogoče, ne vem, ena ponovitev, en spust iz vzpona na prstov do spodnje pozicije traja lahko tudi tam 60 sekund. Prav, gre za izredno počasne ponovitve. In prvo, kar naredimo, je ne, da dodamo hitrost, ampak prvo, kar naredimo, je, da dodamo ruzak z bremenom na hrbet. Zato, ker tetiva ima rajš malo dodatnega bremena, kot malo več hitrosti. In potem v bistvu postopoma dodajamo to hitrost, postopoma potem tudi prehajamo na to, da smo sposobni in dvig in spust narediti na eni nogi, ker na začetku ponavadi delamo dvig na obe noge, se pravi pomagamo zdravo in predvsem potem bolj na spustu bremenimo poškodovano. In tako je ta progresija potem naprej. No. Je pa, se mi zdi zelo pomembno tudi to, da če nekdo v danem trenutku sploh ne more teči, da ga že čist najmanjša količina teka razdraži, je treba tudi vedeti, da samo z vzponi na prste pa potem direktno prehod v tek ni najboljša ideja, ker je, ko bi rekel, hitrost gibanja in obremenitve so precej različne, tako da za začetek včasih prav pridejo, ne vem, za nekoga, ki bi to delal doma v dnevni sobi, da dela neke navidezne poskoke s kolebnico, se pravi, niti ne rab kolebnico, ker je le malo bolj motorična zadeva, ampak samo tako taki čist kratki, nizki poskokci z gležnja, ker so že taki bolj podobni kot pri teku. Ali pa če ima malo placa, recimo, da dela kakšne nizke skipinge, pa nazaj skodi, zato da pomalo adaptira. In se ta tetiva potem tudi adaptira na bolj specifično gibanje. Pa je pa samo pomembno, da čutimo, da je pa zadeva boljš, da pa se ne zaženemo ko svinja v buče, ko že pravi. Tako, ja. Ampak da lepo postopoma štartamo in tako sproti spremljamo. Sej
tetiva se bo zelo hitro oglasila, če smo preobremenili. In če vidimo, da nekje še ne gre, vztrajamo z vajami, pa potem postopoma nekako nadgrajujemo to količino teka. Kar se tiče pa ostalih terapij, so pa bolj tako. No. Zdaj, če je včasih še kakšna stvar zelo zadebeljena, razdražena, ja, prav pride tudi kakšna manualna terapija, se pravi, da nekdo malo po domače povedano premasira ta del, ali pa kakšne terapije, ki so malo bolj protibolečinsko usmerjene, da mogoče majčkeno znižajo nivo bolečine, je lahko čisto kakšna, ne vem, laser, tekar in kaj podobnega, ampak spet to je tako začasno, ne bomo pa s tem adaptirali, se pravi, po domače povedano, vajam se ne bomo mogli izogniti. No. Čeprav vem, da bi si kdo to želel, ker je lažje se malo uleči, pa da te nekdo malo masira. Ampak ja, predvsem biti, ko bi rekel, stalen, reden pri temu, pa potem tudi kam zadevo uspeš premakniti na ta način. Se pravi, terapije so v bistvu blaženje simptomov, lažje prenašanje vsega skupaj, medtem ko so vaje pa tiste, ki na koncu lahko odpravijo. Ja, nekako tako, če vemo, da se je pojavila za neustrezne adaptacije, če nič ne adaptiramo, zadeve zares ne moramo rešiti. In je to težja pot zagotovo, ker zahteva od človeka več volje in osebne vključenosti v to, ker pač ni zdaj, da se samo nekam usedemo, uležemo in podobno, ampak je pa to sigurno najboljša pot, če hočemo to zadevo res konkretno se lotiti in dolgoročno rešiti. Še ena stvar mi je prišla zdaj na misel, pri več tekačih, boljših slovenskih tekačev mi je razlagal in mi pokazal tudi pete, ker je imel kar, on pravi temu, že stalne zadebelitve, imel težave z ahilovimi tetivami, jih je poskušal odpravljati, ampak pač nikoli ni dalj časa ne tekel, tudi vztrajal pri teh vajah. Zdaj ima zadebeljene tetive občasno na rastiščih, občasno ga tudi bolijo, mora kaj zmanjšati, ampak s tem nekako živi, trenira. Je to, kako se imenuje potem to? Je to kronična, rekel, zadebelitev te tetive, ki se jo pač nima niti smisla lotevati? Kako bi ti to imenoval? Ja. Poklicna deformacija. Bravo. Ne, dejansko del tega je lahko tudi čisto v neki poklicni deformaciji. Recimo, zdaj zadebeljena tetiva je ponavadi, kadar pride do neke te tendinopatije na tistem predelu, ki je vnet, je zadebeljena. Je pa res, da tudi, ko mi zadevo že saniramo in tetiva normalno funkcionira, se pravi pri raztezanju in krčenju in se ne odziva bolečinsko, včasih kakšen del ostane zadebeljen. To je res tako malo, ko bi rekel, zgleda malo drugače, ampak če nas ne draži, se v končni fazi ne zanima predvsem funkcija, saj večino. No. Na predelu ahilove tetive je estetika, se mi zdi vseeno manj pomembna. Je pa res, da to, kar si prej omenil, včasih pride tudi do kakšnega dodatnega, ko bi rekel, malo tako kostnega nanosa. Ne. To je pri teku sicer majčkeno manj značilno, je pa vseeno. No. Recimo zelo značilno je to pri smučarjih v pancerjih, ne. Zato ker tam je pancer trd in če nas pancer nekam pritiska, se bo hitro na tistem delu začel nabirati nek dodaten kostni nanos. Ne. In zdaj, če se to zgodi pri tekaču na predelu ahilove tetive, ja, je lahko zoprno, zato ker pač prihaja do tega, da ahilova tetiva ustvarja malo več trenja, malo več kompresije ob tisti predel, ne, in imamo konstantno težave s tem predelom. Zdaj, tukaj je vedno tako, ne, kadar to je tako bolj specifično stanje, in jaz osebno bi se ga tako loteval. Pač najprej seveda probaš s konzervativnimi sredstvi, se pravi, probaš reševati s tistimi terapijami, ki sva prej rekla, da malo omilijo bolečino, probaš reševati z vajami, probaš narediti res dobro progresijo, tudi z dodatnimi bremeni, ne samo z lastno težo, ampak ker pač tetiva je le obremenjena z več kot eno telesno težo, ko pride do pristanka in odriva. Ampak če konzervativna sredstva skozi nek čas ne prinese ustreznega rezultata, ja, potem bomo iskali nadaljne rešitve in mogoče pač posegali tudi po operativnem zdravljenju. Sej vedno je še ta opcija tudi nekje odprta, samo pač pomembno je to nekako razumeti, da vedno obstaja pa tudi skoraj konzervativno sredstvo. In če obstaja, seveda najprej se bomo lotili tega, ne bomo šli najprej pod nož, ker moramo vedeti tudi pri teh stvareh, če gre operativno zdrav, to zdaj ni 100-procentni, ko bi rekel, recept za uspeh, ampak je tudi lahko bo boljše, lahko pa tudi ne bo. Ne. Tako da je pa ja, če je ta nanos večji pač na tistem predelu, lahko je težava. No. Sej, to ni samo na nivoju petnice, včasih pri tekačih se tudi pojavi recimo pri tistih, ki so izraziti supinatorji. Jaz poznam samo enega, ki se mu je to zgodilo, ker res toliko teče na da se mu je pojavila zadebelitev na zunanji strani stopala. Precej bolj pogosta je pa
ta zadebelitev malo na notranjem delu stopala, kot ta halux valgus, deformiran palec, kjer v bistvu pride do malo nanosa na tem notranjem delu stopala pri palcu, pa palec tako deformira navznoter. No. Luka, ali je s porastom in popularnostjo trail teka naraslo tudi število poškodb, kot je zvin gležnja morda? Ja, če bi primerjal z cestnim tekom, je pri trailu sigurno več zvinov gležnja. Na cesti pač je tako, ko preko malo šale rečeno, da bi si gležen zvil, je še največja verjetnost na črti ali kaj podobnega, ampak pa v kakšnem nočnem času, recimo zdaj, ko smo ravno v zimskem času, ko zgrešiš kakšen robnik pločnika, si malo v nevarnosti, prav veliko drugih možnosti pa že skoraj nimaš, ne, za zvin gležnja. Medtem ko na trailu, ja, pač je to zgolj trenutek nepozornosti in se hitro zvrne gležen. Sem danes prav raziskoval, no, tako če bi našel kakšno malo bolj raziskavo na to temo, pa nisem nič takega pametnega našel, ampak moje čisto osebno opažanje je, da je v splošnem pri trailu malo manj teh poškodbic tega preobremenitvenega tipa kot pri cestnem teku, predvsem zato, ker se korak skozi malo spreminja. Ne. Se pravi, tam sta velikrat niti dva koraka nista čisto enaka, pri trailu pa malo gre gor, pa malo gre dol. Je pa malo več kakšnih teh akutnih zadev, kot predvsem zvin gležnja prevladuje. No. Zvinov gležnja je konkretno precej več kot na cestnih tekih, pa v nekih res hudih, ko preko nerodnih slučajih bi lahko prišlo tudi do kakšnih, ne vem, poškodb meniskusa, ob res zelo nerodnem slučaju bi verjetno kdo lahko poškodoval sprednjo križno vez, sicer jaz iskreno še nisem za tak primer slišal. Pa pojavil se včasih na trailu, ker mislim, da se na cesti tudi ne pojavlja. Videl sem pa letos, ki je bila tale, mislim, da je bil Golden Trail Series v Ameriki, da je ena od tekmovalk uspela padati in kar konkretno zarezati v stegno noter, dobiti hudo ureznino. To na cesti tudi mislim, da ne vem, če je že kdo uspel predelati. Mogo biti kar hudo narodno. Ja. Razen, če bi se srečal s kakšnim kolesarjem, kaj še bliže srečen. To je pa drugo, ja. Ja, to so kakšne take smole. Zdaj, če so že pri gležnju, jaz sem si neštetokrat že zvil, posebej kar malo trailiram zadnja leta, ja. Sem si na enem teku v 2 urah 3-krat zvil gležen, pa uspešno prišel do cilja, pa naslednji dan spet teku. Ali mogoče, mislim, je to v redu, itak naj bi večino zvinov gležnjo bilo blagih, da se jih lahko na nogah preživi, ali bi morali biti bolj pazljivi in si lahko te zadeve tudi zakomplicirajo? Vsaka zadeva, ki se takole zelo pogosto pojavlja, seveda lahko vodi v neko bolj kronično težavno zadevo. Predvsem pa se mi zdi, da si zelo dobro opisal en tak pogost primer, ker ko enkrat zvrnemo, zvijamo gležen, smo zdaj v prihodnjih tednih in pogosto tudi mesecih, če nismo glih kaj dosti naredili, še drugih stvari, razen to, da pač tečemo, smo malo bolj dovzetni za ponoven zvin. Jaz se mogoče to še malo bolj osebno spomnim iz košarkarskih časov. Pri košarki je tudi zvin gležnja najbolj pogosta zadeva, ki se pojavlja. In tam se je recimo to dogajalo, da ko si, ne vem, na začetku sezone nekomu stopil na nogo in je konkretno obrnil gležen, se ti je pol dogajalo, ki bo ta gležen že toliko razdrahlan, ker si ga parkrat uspel zapored zviti, da si ga dejansko zvil čez črto. Kot sem prej rekel, si zamenil si smer, samo hotel si spremeniti smer, gležen ni zdržal in ga je kar zvrnil. In enako velja za trail teka, se pravi, potem neke obremenitve, katere bi prej brez težav gležen prenesel, je velikokrat ta težava, da je mogoče mali problem, mogoče tudi sama čvrstost ligamentov, velikokrat pa tudi mogoče malo zakasnjen odziv telesa na to, da prihaja nevarnost zvina in da je treba odreagirati in potem ga samo čez vrne. Tako da zdaj tukaj, ja, seveda, da se ukrepati pri teku glih ideja, da boš to zdaj povijal, pa teku ponavadi ne gre najbolj čez, ker izgubiš to sproščenost v gibanju. Ponavadi je še najboljša rešitev ta, da v tistem obdobju, ko veš, da si ravno po zvinu gležnja, malo bolj paziš mogoče pri izbiri terenov, pa če že veš, da si na nekem terenu, kjer je malo bolj riskantno, si pač res maksimalno zbrana, ker sej ne vem, a se tebi isto dogaja, ampak meni se dogaja to, da ne da zvijem gležen tam, ki je najbolj tehnično kritično, ampak tam nekje, ki zgubiš pozornost. Ja, in po nekem zvinu gležnja moraš majčkeno bolj mogoče paziti na ta predel. Zdaj, ko si pa na nekem terenu, ko greš recimo v klanc navzgor ali pa kaj takega, tam pa ne rabiš biti ponavadi toliko fokusiran, ker hitrost ni toliko velika in tako naprej.
sočasno s tem delaš vaje z vidika tega, ko zvijamo gleženj, naj bojo usmerjene predvsem v dvoje, v pridobivanje dobre gibljivosti, ker velikokrat se dela samo na stabilnosti gležnja, pa gleženj je v osnovi predvsem zelo gibljiv sklep. Ne? Že če probamo narediti špičke, pa krampe, po domače povedano, pa mazek rožec z gležnjem, videli, da je zelo gibljiv sklep. In če ne dobimo polne gibljivosti, bomo imeli potem kasneje kar nekaj težav s tem, tako da probamo dobiti polno gibljivost. Najlažje je, kar primerjaš z drugo nogo, se usedeš, pa narediš pičke, pa krampe, pa mazek rožeš, pa vidiš, če si primerljiv z drugo nogo. Zraven pa delaš razne vaje za stabilnost. Pa tukaj velikokrat se predvsem te vaje za stabilnost smatra, da rabimo zdaj neke pene, pa deščice, pa ne vem kaj vse, da bomo delali, ampak velikokrat je najbolj sredstvo kar čist osnovne vaje za moč, ki jih delamo na eni nogi, pa je to lahko izpadni korak, ne vem, da zadnjo nogo dvignemo nekam gor, tako imenovani kakšen bolgarski počep, enonožni predkloni, lahko tudi malo različne variacije, da stojimo na eni nogi, malo prenašamo težo peta, prsti in podobno. No. Tako, pol pa itak še malo specifično adaptiramo na kakšnih terenih, ki so na začetku malo lažji, potem malo težji in v bistvu počasi zrihtamo, no, gleženj, tako po domače rečeno. Ja, super, ja. Veliko si omenil vaje, nekaj jih je bilo že v prejšnjem podcastu, ostale, seveda polinkam spodaj, opis epizode, tudi Skin Vitalove strani, ker vem, da imate veliko videov na potku, kako se lotevati same z njih vaje, tako da najne gledalke in poslušalci lahko potem si vse pogledajo, vse probajo, vse aplicirajo, ko bo to potrebno. No pa če so pri specifičnih poškodbah, če je gleženj, tipična trail poškodba, je potem dokaj tipična poškodba cestnih tekačev, posebej začetnikov, vnetje pokostnice? Ja, to je sigurno. Na trailu je tega precej manj, zato ker je v bistvu, ko bi rekel, prožnost koraka manjša. Ne? Se pravi, že ta razlika je na trailu pogosto prvi stik s podlago iščemo bolj s celim stopalom, zato ker želiš več stabilnosti in se posledično zgodi malo več krčenja v kolenu, pa malo več krčenja v kolku, medtem ko na cestnem teku predvsem iščemo tisto odbojnost. Ne? Ja, tukaj je, začetniki so zelo na udaru. Moram reči, da tle se mi zdi pomembno izpostaviti eno zadevo, ki je tako velikokrat zmotna, je ta, da ko nekoga začnejo matrati kakšne pokostnice, je včasih kakšen začel teči na kakšnih tartanskih stadionih z idejo, da je tam bolj mehko, pa bo zdaj to boljše. Ampak ideja ni najboljša, zato ker tartan je v bistvu, ja, sej imaš občutek, da je mehko, ampak tudi zelo lepo vrne nazaj ta odboj. Ne? In je ponavadi za kakšne pokostnice še slabše. Tako da pri vnetih pokostnic je ponavadi predvsem tako. No, sej iz vnetja pokostnic lahko pride tudi do kar take, ko bi rekel, kar resnega stanja, do kakšnih, mislim, ali pa, ko bi rekel, včasih jih bi tudi lahko kdo zamešal, pa bi mislil, da gre za vnetje pokostnice, ampak je prišlo do kakšnih mikrofraktur, v bistvu, se pravi takih pokov na nivoju golenice. Zdaj ne rabite se vsi prestrašiti, ker imate vnete pokostnice, da imate polomljeno kost, da spodaj nauke ta zgam vršlo, ampak definitivno pa, če zadeva dolg časa vztraja, pa ni njega preboja, kljub temu, da si vse živo že probal in da te to res že boli konkretno pri hoji, ja, v takem primeru je pa fajn to vseeno zadevo poslika, da se vidi, da se kaj tazga tudi izloči, da ni do česa tazga prišlo. Drugače pa ja, ključno je predvsem to, da mogoče probamo, če gledamo spet najprej z vidika teka, malo zmanjšati včasih količino teka do neke mere, da vidimo, da nekako to toleriramo. Pri teh stvareh je ponavadi tudi tako, jaz jim ponavadi svetujem nekako v tem stilu, da ko začutijo, da se zadeva začne že vmes med aktivnostjo slabšati, ne grejo zdaj teči, da ne vem, 15 km in tako, da grejo 7 km stran od doma, ampak ne naredijo nek tak krog, da niso predaleč od doma in ko se začne zadeva slabšati, naj čim prej odvijajo domov in če je le možno, naj takrat tudi shodijo nazaj, zato da se zadeva čim manj razdraži. Spet spremljamo, kako je potem po naslednji dan. Pri teku ponavadi spet probamo malo zmanjšati to odbojnost, da ni tako prožen tek, mogoče malo bolj lovimo pristanek na celo stopalo, pa ponavadi je tukaj boljša rešitev, malo bolj blažena obutev kot manj blažena obutev, tako da kakšen centimeter več blaženja tukaj ponavadi kar dobro naredi. Je pa tako, kot pri vsaki stvari, če se neka zadeva potem ponavlja iz dneva v dan, pa da ne najdeš več, mislim, iz tedna v teden, pa da ne najdeš več minimalne količine, ampak boli že pri hoji, je treba pa takrat za nek čas odrezati, no, kar se tiče teka. Kar se tiče pa preostalih vaj, je pa tukaj predvsem to, velikokrat tukaj malo vod zraven, ko bi rekel,
cela taka zategnjenost noge od kolena navzdol, ne, in po sprednji strani in po zadnji strani, malo zato že, ker nas boli, še dodatno zategujemo, ker ko vemo, da nas bo nekaj zabolel, kad dol stopimo, itak že preventivno napneš nogo in imaš pa že dodatno težavo, ne. Tako da probaš malo sproščati po eni strani, po drugi strani z vajami v nekem, ker vaje so bolj kontrolirano okolje, probaš vseeno delati na moči, na krepitvi, pa delaš vzpone na prste, pa vleke stopalah sebi s kakšno elastiko, delaš tudi ostale vaje za moč, ker sploh, če je začetnik malo bolj dovzeten za to, pa če tudi nič drugega nismo prej delali, bojo vaje za moč super z vidika adaptacije, pa veliko bolj kontrolirano okolje so, ker pri vajah za moč mi lahko rečemo, ok, bomo naredili 10 ponovitev, 15 ponovitev, 2 serije, ki gremo teč, je to pa par tavžent, pa hitrost je tukaj lahko zelo lepo definirana, rečemo, bomo počasi izvajali. Pri teku zdaj težko rečeš, da jim pa mečkam bolj počas po krču gležena. Sej lahko bolj počas teče, ampak še zmeraj se lahko hiter gib zgodi v tistem predelu. Tako da tle adaptiramo in ko vidimo, da se je zadeva, če smo uspeli z neko minimalno količino teka čez spraviti, ok, postopoma potem stopnjujemo, ko vidimo, da se zadeva umirja, če nismo uspeli nič laufa, da smo mogli čisto zmanjšati, pa začnemo res z nekimi takimi zadevami, ne, minuto do 2 minute teka, minuto hoje, to prvič ponovimo, mogoče vse skupaj 10 minut teka, pa 10 minut hoje, če je v redu, ok, imamo zdaj tisto neko količino, za katero vemo, da gre čez in potem iz tega stopnjujemo. Ne. Ja, nekako takole, na hitro in tak recept. Super. Evo, super, obdelala so vse zdaj pod kolenom, zdaj pa tja. Tista groza in strah, ko te pa začne tam špikati, boleti, navirati v kolenu, tisti pa hujš, čez kakšno pokostnico še lahko nekaš, ker vsaš, pa z bolečim kolenom bistveno teže, je pa to bolj travmatično, tudi psihološko. Ampak dajva razložiti, prej se omenil 2 tipični poškodbi kolena. Eni se reče tekaško, drugi pa skakalno koleno. Kakšna je razlika, pa zakaj pride do enega in drugega? Ja, že zelo hitro boste lahko ločili potem, ker se pojavlja na različnih predelih v kolenu. Ne? Se pravi, ta tekaško koleno oziroma ITB sindrom se pojavlja na zunanji strani kolena. Se pravi, tako na zunanji strani, ko boste najdeli eno tako grčeno, tako izbuklino, v bistvu tam se potem ta zadeva razdraži. Medtem ko skakalno koleno je, če boste poiskali pogačico na svojem kolenu, najbolj pogosto je spodaj, tik pod pogačico, oziroma če boste spredaj pod kolenom utipali zgornji rob golenice, to je ena taka grča, ena taka stvar, ki majčkeno štrli tam. In če je bolečina tle, da se jo da lepo zelo utipati takole spredaj, občasno tudi nad pogačico, no, na tej tetivi, potem gre pa za skakalno koleno. Se pravi, takole na sprednji strani je načeloma, pa da lahko utipamo, govorimo ponavadi o skakalnem kolenu, je to tako zelo na sredini, medtem ko na zunanji strani govorimo o tem tekaškem kolenu oziroma ITB sindromu. Zdaj, velikokrat, kar sem poslušal in prebiral, je tle in preobrnitev in nesorazmerje mišic, predvsem, zato ker tekači predvsem tečemo in do teh nesorazmerij pride, tudi obutu in tako naprej. Kaj so najpogostejši vzroki za eno in drugo, da si mogoče vemo tudi izogniti? Ja, načeloma se tako določene stvari se zelo ponavljajo, kar se tega tiče, ker pač, tako kot sem prej rekel, dovzetni so začetniki in tisti, ki kaj spreminjajo, in to je potem samo, kako prej rekel, kje je naša Ahilova tetiva, čeprav razumete, ker pač Ahil je imel svojo težavo z tetivo, zdaj pa kje je tista naša šibka točka, in tam se bo bolečina pojavila, pa zdaj lahko je to koleno, lahko je dejansko, tako kot pri Ahilu tetiva, lahko je dol v stopalu. Zdaj mogoče ena taka stvar, ki je tudi prej pri pokostnici mogoče nisem omenil, no, pa je tudi pri kolenu zelo pomembna in tudi pri vseh ostalih stvareh je, dajte pogledati tudi svojo tekaško obutev, če tako že zelo postran visi, pa če že izrazito kaže precejšnje znake obrabe, je tudi to lahko eden od faktorjev, pač ker vseeno moramo upoštevati, da če je obutev po domače povedano precej pošvendrana in da noga tam postran visi, seveda to vpliva, kakšne obremenitve potem prihaja tudi višje gor naprej po telesu, in je to tak, ko bi rekel, cenovno mogoče ne najbolj ugoden ukrep, ker moš novo obutev kupiti, ampak načeloma najlažji ukrep. Pač. Drugače pa vse ostalo, ponavadi so tukaj predvsem vaje za moč tiste, ki so lahko in dobro preventivno in kurativno sredstvo za kolenske težave. Velikokrat je težava v tem, no, pa se ne, da so vaje za moč toliko nujne, so pa zelo
priporočljive za zraven. Sploh, če ima nekdo težave. Sej, če nekdo nima težav, pa da pri njemu vse funkcionira, pol ni tako nujno. Sicer je res, da s tekom pokriva mogoče samo delček tistega nekega, skrbi za zdravje, ne pokriva glih vsega, ampak vseeno, poškodbe očitno ne bo predelal s tem, ker pač nima težav. Ampak če pa se nekomu poškodbe stalno pojavljajo, pa se še zmeraj dogaja to, ko sem prej rekel, da iste sestavine mečeš v lonci, pa je pa treba nekaj spremeniti. In tle so pa pol vaje za moč zelo fajn. In vaje za moč moramo vedeti tako, da ne vplivajo samo direktno na našo moč, ampak vplivajo tudi predvsem na kakovost našega gibanja. In večina poškodb, ki nastane nekako v kombinaciji tega. Se pravi, kakovost našega gibanja, naša moč, pa še potem, bi rekel, neka preobremenitev, ki je bila v nekem stanju, se pravi, v nekem časovnem obdobju smo enostavno preveč obremenili. In pol imamo svoje težavce. No in ponavadi, in boš potrdil, da to drži, ne drži, so poškodbe, vse te poškodbe, ki zdaj omenil, posledica napačnega gibanja, ampak poškodbe, ki se pa vršijo od pasu navzgor, oziroma kolki, križ, celo vrat, hrbtenica in tako naprej, pa odsevajo pravzaprav ne napačno uporabo teh delov telesa, ampak predvsem tisto, kar si ravnokar omenil. Se pravi, to pa samo odseva našo biomehaniko od spodaj navzgor in se neka težava potem izraža drugje, kot v bistvu pravzaprav nastaja. Ja, sej tukaj je, recimo v mojem delu je vedno stvar, ko bi rekel, za katero se vprašam, ko analiziram nekoga, kaj je bilo prej, kura ali jajca, ali je bila prej recimo težava na nekem distalnem delu, se pravi na nekem oddaljenem delu, kot je, ne vem, stopalo, tetiva, ali je bila težava na proksimalnem, na bližnjem delu, na nivoju kolka, ker tako, da bo še ostali lažje razumeli, o čem govorim. Zdaj, če mi recimo imamo slabo stabilnost na nivoju kolka, se pravi višje gor, potem posledično pomeni, da na teh oddaljenih delih, tukaj sta predvsem potem na udaru gleženj pa stopalo, popravljamo slabosti iz višjega predela. In že če pogledate mišice okoli kolčnega predela, se pravi zadnjično mišico, sprednjo stegensko mišico, so to mišične strukture, ki so bistveno večje kot mišice v predelu gležnja in stopala, tam so bolj take miniaturne. In če to zgoraj ne funkcionira, bomo v tem oddaljenem delu zelo hitro, po domače povedano, stvar prekurili. In če smo tisto stvar prekurili in zdaj lahko postanemo doktor ali pa svetovni prvak v stopalu, pa če zadeva višje gor ne funkcionira, pač nam to nič ne nuca. Je pa lahko zadeva seveda velikokrat tudi obratna. Se pravi, kadar se pojavi, ne vem, tukaj imam tudi osebno eno recimo tako zanimivo izkušnjo, ko sem imel težave z ahilovo tetivo, pa zdaj mislim, da je bila ta takrat na desni nogi, se mi je potem, pa treniral sem za maraton, ki sem ga hotel po 3 ure spraviti, se mi je pojavila težava na nivoju zadnje stegenske mišice, zadaj pod sednico, spodaj se pravi pod zadnjico. Zato, ker kaj se je dogajalo, ker sem laufal, sem izrazito bolj z levo nogo potiskal, zato ker desna ahilova tetiva me je bolela in z levo sem potem močno potiskal in sem pač predelal težavo višje gor, ki je bila dejansko posledica. Lahko bi spet postajal doktor te zadnje stegenske mišice, pa ne bi rešil, zadeva se je praktično sama od sebe rešila, takoj, ko se je ahilova tetiva popravila. Tako da, ja, če bi rekel v grobem, kaj lahko najbolj postorimo, da nekako preprečimo vse te težave, je to čisto ena klasična simple vadba moči. Ker danes se zna tako stvari zelo komplicirati v življenju, ampak tukaj v bistvu je zelo simpel to, se pravi, vadba moči služi predvsem temu, da mi mogoče malo bolj v nekih kontroliranih okoliščinah ozavestimo telo, se pravi, sploh začutimo, kdaj delamo premik v kolku, kdaj v kolenu, kdaj v gležnju, ker med tekom to namo začutili, ali pa med tem, ko pobiramo, ne vem, drva stav ali pa ne vem kaj. Ampak tam malo zavestimo telo, ozavestimo svoje gibanje, izboljšamo moč in potem si lahko samo želimo in upamo, da bomo to dobro prenašali v tek, ker potem je le tisto gibanje malo hitrejše, ampak se pravi, pri vadbi moči se pa ne rabi ponavadi nič komplicirati. Tukaj lahko odstranite vse razne neravnotežne površine, kot so neke bosu žoge in pene in deske in ne vem kaj še vse se danes da najdeti. Greš na preproste vaje za moč, ki so se uporabljale že veliko let nazaj in še zmeraj najbolj stojijo, se pravi počepi, mrtvi dvigi, izpadni koraki, pa so pa lahko enonožni mrtvi dvigi. To so ena taka klasika za spodnji del, za zgornji del dodaš lahko kakšne sklece, kakšne vzgibe,
pa mogoče še kakšno stvar zraven in je to, ja. Če je korata prelahko vzameš v tež in ne kompliciraš z nobeno drugo zadevo, no. Sej predvidevam, sicer nisem po pravici še poslušal od Gašperja, ampak kakor vem, kako on dela, predvidevam, da z vidika moči on precej podobno pri določenih stvarih razmišlja, no, ker vem, da predvsem polaga veliko stvari na konsistentnost, pa da je stvari treba ohraniti simpel velikrat. Ponostaviti in potem je lažje mogoče stvari počenjati znova in znova. Kot pa če štartu zakomplicira, to drži, bravo, ja. Da si dodal še tej temi eno pikco na i. Ena stvar še mogoče, ki jo razloživa, pa se mi zdi, da je tudi kar pogosta med tekači. Par let nazaj sem bil veliko v avtu, ne pol leta sem veliko sedel in potem me je s časoma začel boleti pod gluteusom, pod zadnjičjo mišico, pa se je ta bolečina začela širiti po nogi navzdol. Jaz sem mislil, da imam ischias, pa nisem imel ischiasa. Razložili so mi, da je to mišica oziroma piriformis, ki se je pač vnela oziroma zrasla in začela pritiskati na živce. Lahko razloživa še kaj o tem? Ja, seveda. Zdaj, tle je zelo pomembno, treba vedeti eno stvar, ne. Jaz velikokrat vidim, da pride kdo z idejo, da je to piriformis sindrom, ali počasih ima celo kdo že neko diagnozo postavljeno, da gre za piriformis sindrom. Kadar gre za te neke, kako bi rekel, težave z utesnitvijo tega ischiatičnega živca, ischiasa po domače povedano, moramo vedeti, da približno 95% vseh teh težav izhaja iz hrbtenice. Se pravi, če bi mogel malo statistično pogledati, bi rekel, če nič ne analiziraš, pa imaš posameznika pred sabo, ki ima to težavo, v grobem je verjetnost hrbta. Res je pa, da se včasih pojavlja tudi nižje dol, ampak sej ko bi rekel, zelo simpel bomo to lahko že sami potestirali, ker tale piriformis je v bistvu takole tlele pod tamle zadaj pri zadnjičnih mišicah, no tako malo spodaj. In če ta predel sprostimo, tisti, ki ne veste, kje je, pogooglejte, da danes Google vse ve in se vse najde. V tistem predelu sprostimo in če je zadeva že takoj boljše, ne, se pravi, da takoj popusti zadeva, potem lahko s precejšnjo gotovostjo rečemo, ja, res očitno piriformis povzroča težavo. Če pa zadeva se ne povezuje direktno s tem, oziroma da je dokaj klasično tudi, da potem, ko malo probamo različne položaje v hrbtenici, se tudi ta zadeva na nivoju bolečine v nogi enkrat izboljša, enkrat poslabša, potem pa lahko precej bolj z gotovostjo rečemo, da izhaja iz hrbtenice. No. Ampak tako v grobem za tiste, ki imate to težavo, imejte v mislih, da je precej večja verjetnost, da je težava v hrbtenici. In kadar je težava v hrbtenici, je pa tako, mogoče za razliko od teh težav, ki sva zdaj govorila, pri hrbtenici pa zelo veliko šteje, kaj mi počnemo čez dan. Ne? Ker tako, ljudje, ki imajo težave s hrbtenico, potem vse upe položijo, vse karte položijo na to, da bodo zdaj delali vaje, pa šli na neke terapije. Potem ugotoviš, ko malo analiziraš časovno z njimi, ok, to delamo zdaj, ne vem, recimo 2 ure, 3 ure na teden, potem analiziramo količino sedenja, 50 ur na teden ali pa ne, 70 ur na teden, pa še neko drugo stvar in ugotovimo, da je to toliko majhen delež, da je to približno tako, kot bi se cel dan z glavo zaletaval v zid, na koncu dneva dal gor flajšter, vaja recimo so v tem primeru flajšter, in zdaj upal, da boš to rano, ki nastaja zaradi zaletavanja v zid, pozdravil. Pač ne boš, pač najprej si treba nehati zaletavati v zid, pa potem lahko sploh upaš na to, da bo prišlo do neke spremembe. In tukaj je predvsem to, ne, da moraš zdaj reči, ok, zdaj pa dio služba, pač grem jaz delati nekaj, ker ne sedim, ampak pač da se zoptimizirati pozicijo pri sedenju. Ne. Se pravi, da se začne uporabljati naslonjalo, da se malo bolj sprosti pozicija, mislim, da je neka osnovna pozicija pri sedenju dokaj sproščena, damo en polšter zadaj za ledveni del, če vidimo, da nam to paše. Pol pa ni nič narobe, če vmes menjavamo v 1000 in en položaj, pa smo malo naprej, pa malo na stran, pa tako naprej, ampak sem pa tja se spet zavemo, da se moramo malo sprostiti. No. In če smo to zadevo rešili, velikokrat zadeva kar sama od sebe že precej izveni. Ne. Pa nas je to matra lahko pretekel, saj si prej tudi sam omenil, da je bila težava pri sedenju. Tudi če je bil piriformis, ok, malo drugače, ampak lahko bi bil tudi hrbet, recimo, bi mogoče s to pozicijo rešil in potem tudi pretekel, sploh vedel ne, da te to matra, ne, recimo. Tako da je pa malo mogoče pri hrbtenici drugačna zgodba, ker kolena še nobeni sedenjem uničil. Pač koleno je težava, ki je gibalne narave, ne? In enako velja za ahilove tetive in podobno. Medtem ko hrbtenica ima pa malo drugo zgodbo velikokrat zadaj. Ja. Ja, in hrbtenica, ja, prišla sem do hrbtenice, rekel si,
odpraviti, moče preveč sedenja, ja, oziroma aktivirati hrbtenične mišice, pravzaprav, ne, hrbtenico samo in s tem že veliko narediš, pa potem ne bo klasičnih težav, ki jih imaš pa tudi pri teku, da te križ boli, recimo, in tako naprej. Se pravi, tle veliko narediš pred tekom, v svojem vsakdanjem življenju, pravzaprav, ko hrbtenico uporabljaš ves čas ali pa jo ne uporabljaš. Ne. Ja, predvsem v tej smeri, pa ponavadi, da ni vas fokus samo na krepitvi trupa in, ko bi rekel, eno neskončno izvajanje raznih variacij, plenka in podobno, ampak predvsem gre velikokrat, sploh pri ljudeh, ki se pa poleg sedenja še kar nekaj premikajo, da se izboljša kakovost gibanja v kolku, ne? Ker vse to lahko zelo sami enostavno probate narediti predklon, pa ga enkrat probite narediti iz kolka, enkrat pa iz hrbtenice. Ne? In zdaj, ko analiziraš ljudi, ki imajo težave v hrbtenici, ugotoviš, da imajo po domače povedano čisto mrtev kolk, se pravi, da enostavno nimajo občutka za izvajanje gibanja v kolku. In seveda, kaj je sosedna stvar zraven? Ja, ledveni je del hrbtenice, po domače povedano križ. In če tista zadeva kolk ne funkcionira, se bo naslednji stvari pojavila težava. Zdaj pa lahko se pojavi težava v križu, ker je bolj pogosto. Velikokrat se bo pri takih pojavil tudi težava potem v kolenih, zato ker pač enostavno, če ti, ki se sklanjaš in podobno, znaš uporabiti kolka, ja, boš naredil pa ali iz hrbta ali pa iz kolena. Ne? Tako da, ja, se to si že prej malo omenil, stvari so velikokrat povezane in je fajn takole malo poanalizirati, kakor da, mislim, sam nekje tako naslepo se lotiti krepitve trupa je velikokrat tako, ja, lahko je en delček v mozaiku, ampak velikokrat naš do konca sestavo vsega skupaj, ne. Če se pri sami analizi, ja, zelo je pametno, ali pa vem, da si iz tega foha, ti vse naredijo malo reklame, ampak nič ne de. Bi bilo vsem pametno, če imaš težave, se posvetovati s kinezologom tvojega ranga, povprašati mogoče za kakšen nasvet, se malo dati potipati pa izprašati. Ja, zagotovo. Jaz recimo tako na tedenski ravni se pol tudi srečujem z ljudmi, ki se pogovarjaš, pa recimo razlagaš, da je bilo fajn kakšne stvari reševati z nekimi terapevtskimi vadbami ali pa kaj podobnega, pa ti pa nekdo reče, ja, ampak saj jaz že delam vaje, ampak ja, saj vaje niso tak, ko bi rekel, tak pojem, ki definira vse enako, ne? Ampak ja, gibanje, bi rekel, v grobem gibanje in vaje ima pač, če bi v grobem mogel ločiti dve funkcije. To sva zdaj danes skozi celoten podcast ugotavljala. Lahko te ukrepi, naredi boljšega in močnejšega, lahko te pa zlomi, poškoduje. In zdaj, kje je ta ločnica vmes, ne? Pogosto jo sami ne znamo postaviti. Zato se je včasih lažje obrniti na strokovnjaka, pa ne pravim, da se je vedno treba. Sej, če smo mi srečni in zadovoljni, nimamo nobene težave, je v tem primeru pač delajmo stvari naprej. Ne? Če pa imamo težave, pa včasih fajn biti malo manj trmast, sploh moški, pa se obrniti na kakšnega, za pomoč na kakšnega strokovnjaka, ja, sigurno. Evo, to si, super, jaz bom polinkal, seveda spoj tudi Kinvital, kjer te dobijo, za 7 kot si vseeno, pa se lahko naročijo za posvet pri tebi, pa kakšno težavo mogoče diagnosticirajo, pa začnejo odpravljati. Ja, mislim, da so več ali manj obdelala skoraj celo telo, ne bova o tem, zakaj me boli vrat, ker vem, da bolim preveč v telefonu, ampak to ni tipična tekaška poškodba, ja. Ampak poškodba slehernika, to veste, kaj morate narediti, vam ne bova pamet solila na tem področju. Mogoče samo še eno stvar, ki si jo prej omenil, pa vem, da je dosti pogosta pri tekačih, pri ljudeh nasploh, pa najbrž ima obutu veliko pri tem, tukaj pa je, recimo bosonoštvo lahko vsaj delno rešiti, vsaj bosonoštvo v tistem času, ko pač morda ne tečeš, pa ne hodiš v službo in tako naprej. Halus valgus. Ta ukriven palec navznoter, tudi jaz sem imel na eni nogi težave s tem, pa sem potem ravno s tem, da sem veliko bosonožil, zadeve prav malo sanirati, čisto jih nisem, kaj pa, ne. Ampak je, ta stvar je lahko problematična in vodi, pa sta spet, evo, da zakrožimo celo zgodbo, vodi do vseh prej že omenjenih težav zaradi napačne biomehanike. Ja, zdaj, ko si že omenil to bosonoštvo, sej, tako, ne da je bosonoštvo absolutno pri ostalih stvarih vedno težava. Je v bistvu za določene stvari lahko tudi rešitev, samo pač v pravi meri, tako kot sem prej rekla, lahko te zlomi ali ukrepi. Ne? Sploh, kadar govorimo o vajah za moč, je bosonoštvo zaželjena zadeva, sigurno, zato ker pač, ja, to se mi zdi ful pomembno poudariti in se mi zdi prav, da smo v to smer zaplavala, ker najslabša obutev za izvajanje vaj za moč je tekaška obutev. Pač ni slabše obutve, pač boljše je All Star kahit. Pač,
tam je sigurno že prvo to, da če se mu sezul, veliko boljša rešitev. Zdaj pa, če greva na sam tek in bosonoštvo pa Halux Valgus, je pa spet tako zelo odvisno v kakšnem stanju. Halux Valgus sigurno malo preoska obutev, sigurno ne vpliva dobro na to. Ker ko gremo teč bosi, nas v tem predelu nobena obutev ne bo nič omejevala, ampak pač enostavno je precej bolj prosto vse skupaj. Tudi eden proizvajalcev obutve ima ta sprednji del malo bolj razširjen in prodaja to zgodbo. Je res, da iskreno nisem probal. No. Je pa res, da je tudi širši sprednji del ni vedno, ko bi rekel, nujno rešitev, ker če je preširok, pa noga še vedno pada na notranji del, ne pomeni drugega, kot da bo samo tisti centimeter v čevlju noga zdrsela in udarila v notranji del čevlja. Tako da ni nujno, da je vedno dobra rešitev. Včasih je tudi čist ustrezen prijem obutve lahko v redu. Je pa problem, kadar recimo pri bosonoštvu in že malo bolj napredujočem stanju Halux Valgusa je pa ta problem, da je pa potem včasih že preagresiven pritisk. Se pravi, je lahko tisti predel že zelo razbolen in potem bi pa lahko bilo slabše. Ampak jaz velikokrat pri ljudeh, ki imajo težave, tako jaz, kakšnimi, recimo tudi Halux Valgus, in velikokrat svetujem, pa bom rekel, večkrat so ne tekači kot tekači, ampak jim velikokrat svetujem, če neko bolj začetno stanje, največ hodijo bosi. Pa to zdaj ne pomeni, da moraš zdaj v mesto bos, ampak pač mogoče v poletnem času malo več časa preživeti bos, mogoče doma imeti navaden copat, ki pač je praktično kot bi bil bosonog, ali pa tudi, če si v štumfih, malo bolj debele štumfe si kupaš in ne neke, ne vem, kakšne ortopedske natikače in ne vem kaj. In ja, pri takih starih časih je rešitev. Tudi ta pristen stik s podlago je za določene stvari dober. Je pa edino, kar je treba upoštevati, je to, da smo zelo slabo zadaptirani, ker smo celo življenje praktično obuti in zato se je večina ljudi, ki je probala bosonogi tek, poškodovala, ker je šlo preveč brez glavo. Ampak s pravo mero tega, kot neka dopolnitev, je pa lahko, se mi zdi, tudi zelo dobro preventivno sredstvo in včasih tudi delno, že celo malo kurativno v kakšnem stanju. Tako da se mi zdi, da če znamo to prav uporabiti kot sredstvo, se bomo okrepili in ne zlomili. Kar te ne bi te ukrepi, zaključil si fantastično, zdaj sem pač bos, ko tole snemam, evo, na mojo vižo sem zaključila, super je, spoštovana publika, če pa danes niste izvedeli res ogromno stvari o tekaških poškodbah, zakaj ste si jih predelali, kako se jih lotiti, pa tudi ne vem, kdaj bi lahko več informacij boste dobili še na linkih, ki jih dam spodaj, pa sedem pri Luku v Kin Vitalu. Luka, hvala za res izčrpno in super prezentacijo, kaj vse narobe delamo z našim telesom, kako dela to prav. Tole je bilo zelo poučno. Ja, hvala za povabilo in upam, da bo šlo predvsem tole iz besed v prakso. Takrat pa tudi najbolj slušal. Da boš imel čim manj dela s poškodovanci, pa več dela potem z organizacijo trailov. Ja, pa s svetovanjem, kako se izogibati poškodbam. Evo, tako. Točno tako. Luka, hvala ti, lep pozdrav, se vidva tam zunaj. Ja, hvala za povabilo in se vidva. Čau. Čau. Hvala, Luka, tvoje razlage bodo pomagale tudi pri lažji diagnostiki težav. Še prej, kot smo jih znali morda zaznati doslej. Tako, evo za finale, te vdaje še knjiga in film tedna. Danes sem za knjigo tedna izbral Kje si Gobi, avtorja Dia Leonarda. Kje si Gobi je čudovita pripoved o Dionu Leonardu, izkušenem ultramaratoncu, katerega pot se je na 250-kilometrskem tekmovanju v puščavi Gobi na Kitajskem križala s potjo potepuške psičke. Ljubka živalca, ki jo je Dion pozneje poimenoval Gobi, je dokazala, da v sicer drobnem telesu skriva veliko srce. Z njim je tekla čez velikanske peščene nasipe, po gorovju Tian Shan, skozi vasi z jurtami in po črnem pesku puščave Gobi, ter ob Dionu na progi vztrajala kar 130 km. Ko je bil sam Dion priča tej neverjetni odločnosti, je psički dovolil spati v sebi šotori, dal ji hrano in vodo in jo občasno nosil, čeprav bi ga zaradi tega lahko izključili iz tekmovanja. No, kljub temu, da je bil Dion predtem zelo tekmovalen ultraš, ki je zmeraj ciljal na zmago, pa je tokrat želel poskrbeti
ker se je na Pliško zelo navezal, da bo to prijateljstvo trajalo tudi onkraj ciljne črte. A preden je uredil vse potrebne papirje, je Gobi v prostranih kitajskih vestih nekje izginila in šele s pomočjo neznancev in ob podpori ljudi z vsega sveta se je Dion lahko podal na iskalno akcijo, ja, na zadnje, to vam lahko razkrijem, zgodba se srečno konča, čudeži so mogoči, pa kaj več pa v knjigi Kje si Gobi, ja, super knjižna poslastica za te zimske dni. Vseh vas se bo vsaj malo tudi čustveno dotaknila. No, pa še film tedna, tudi ta je nastal na podlagi knjižne uspešnice. Najprej je bila knjiga The Greatest Beer Run Ever. Tole sem dobil za rojstni dan, zato ker očitno že v naslovu vsebuje meni 2 ljubi stvari. Ampak to ni tekaška knjiga, niti klasični tekaški film, je pa resnična zgodba, ki jo v komični zgodovinski drami lepo odigrata Zac Efron in Russell Crowe. Kakšen je zaplet? Chickie Donahue, tudi avtor knjige in glavni junak, je mornar, ki po pogrebu še enega svojih kolegov iz soseske v lokalnem pubu leta 67 obljubi, da bo svojim prijateljem za podporo v Vietnam na fronto nesel pivo. In ko se mačka naslednji dan zbudi, se spomni obljube, se potem takoj vkrca na ladjo in gasa v Vietnam. Pot ga vodi po celem južnem Vietnamu, ko išče enega za drugim, obenem pa spozna vso tragičnost nesmiselne vojne, ki je imela življenja mladim fantom, nič krivim, nič dolžnim. Film, ki daje misliti, hkrati pa je dovolj komičen, da vas prijetno zabava. Za kak dolg zimski večer. Lep, veseli december želim, lepo se imejte, srečno na teku, bodite dovolj osvetljeni, da se vam kaj ne zgodi. Se vidimo tam zunaj. Jauza. I'm going to Vietnam and I'm bringing a beer! Are you ready? What are we doing? We're gonna run for our lives. We're halfway home. Halfway? I'm Chickie Donahue, and I am not supposed to be in Vietnam. Hey, get your ass out of bed, you lazy bum. Look at you, sleeping your life away. Look at these scumbags. Hey, you're embarrassing yourself and you're embarrassing your family. Do these protesters not know that our soldiers see that on TV? I'd like to go over to Vietnam, track down all the boys in the neighborhood, and give them a beer. I could do that. Do what? Bring him beer. He's not serious. He's hammered. Look at him. The man's stone sober. That's his 5th beer, maybe, tops. I'm going to Vietnam and I'm bringing a beer! Hey, Chief, no chance you have a ship heading to Vietnam. 1,700 hours. Tonight? It's not gonna be easy. But I'm gonna show him that this country is still behind him. You're gonna get yourself killed over there. It's like you said, everyone's doing something. I'm doing nothing. Smuggling beer into a war zone? That's not the smartest thing I've ever heard of. It's certainly not the worst either. What if you start up here with Collins? Just came to deliver a sudsy thank you card. And then, if you're still alive, You American? New York. Thanks a lot. you can hustle down to Dugan. Ta-da! Tricky. I brought you beer. You shouldn't be here. You think this is funny? I'm not doing this for laughs. I'm doing it for all you guys. Come on, time to go. Is it over? Yeah, you're dead. You don't get it, do you, chick? This isn't a John Wayne movie where you know the good guys are and you know the bad guys are. I didn't come all this way just to quit. Somebody's got to be here to see what's going on. I want the truth told. For them. They're just kids. You're gonna find out it's a lot harder to get out of a war than it is to get into one. I'm trying to show them that somebody back home is still behind them. You got a good heart, Chickie. It's your brains I'm worried about. Who's this hands up? My next door neighbor. He brought me a beer.
Bye.